Danica, vi nam boste povedali o zdravljenju, ki ste ga bili deležni v vaši družini. Tako, in bom najprej prebrala iz psalma 31, 22 do 24 vrstice, zato ker nam je to veliko spregovorilo v tistem času. Slavljen Gospod, ker mi je izkazal čudovito pomoč v obleganem mestu. Jaz pa sem v svoji malodušnosti rekel, odrezan sem izpred tvojih oči. Toda uslišal si glas moje prošnje, ko sem k tebi klical na pomoč. Bodite močni, vaše srce naj se opogumi. Vsi vi, ki pričakujete Gospoda. To je bilo zelo velika opora in zagotovilo v tistem času, pač ker sredi težav, ko se človek znajde v stiski, se včasih sprašuje pa, kje si Gospod, zakaj ne uslišiš moje prošnje? In na ta način mi je Gospod odgovoril na ta klic moje prošnje. Pri najmlajši Emi se je začelo tako, da je pri 5 mesecih so se pri njej začeli izpadi neke odsotnosti. In ko smo šli k zdravniku, nam je on povedal, da je to ena vrsta epileptičnih napadov. In seveda pač človek se sprašuje, zakaj, odkje, kako. In začeli smo na pregledih v bolnici, so pač izključili vsakršne organske poškodbe, motnje in vedeli smo, odkje pač bi drugje izhajal ta vzrok, če ni nobene, pač nič niso ugotovili. Ampak kljub temu je ona dobila zdravila in te napadi so se prenehali, končali. Ampak tako jaz sem se spraševala, Jezus, zakaj? Če jaz imam vero v tebe, da si ti zdravnik, zakaj ona potrebuje zdravila za to? Jaz verjamem, da ona ne rabi zdravil zato, da pač bo ona brez teh napadov. In po 8 mesecih je ona res prenehala z jemanjem teh zdravil in potem seveda dvom spet. Joj, kaj bo potem, ko zdravil ne prejemaš? Ampak spet smo tako molili v skupnosti z brati in sestrami in proklamirali in ozdravljenje, da v imenu Jezusa edino je ozdravljenje, je edino popolno ozdravljenje. In smo se upirali proti zlohotnim silam te bolezni. In ona, ko je nehala zdravila jemati, se je po nekaj dneh, kot da so se simptomi ponavljali. In spet strah, Gospod, ti si obljubil, da bo ona ozdravljena, zdaj pa kaj, spet ali gremo k zdravniku ali kaj, ampak ne, v imenu Jezusa Kristusa je popolno ozdravljenje in danes je naša Ema stara 3 leta. In ona je brez posledic na njeno telo, na njene možgane in še zdravniki so tako začudeni oziroma veseli, še pediater njen je rekel, jaz sem tako vesel, da nobena ta bolezen ni pustila posledice na njenem umu in zato je resnično popolno ozdravljenje samo v imenu Jezusa Kristusa in zato rečem slava Jezusu, ker mu lahko zaupamo in vemo, da je on naš zdravnik. In vaše materinsko srce ne more biti bolj srečno. In hvaležno Bogu za to. Jernej, je pa imela Ema tudi eno drugo zdravstveno, kar hudo težavo. Ja, zgodilo se je to, da smo opazili, da ima jeziček preraščen spodaj in tako, kakor se lahko sklepa in ve, da če je pač nekako onemogočeno gibanje jezička, pomeni, da bo tudi govor otežen in slabše izgovarjanje pri tem. In to je bila naslednja zadeva, ko smo se obrnili po Božjo pomoč, ko smo molili. In zanimivo je bilo to, da je bilo uslišana ta molitev v trenutku, ko smo molili. Ko je bila lahko ona zraven prisotna in smo lahko videli v trenutku zadevo, ko je začela z jezičkom migati, ga spuščati iz ust ven in izvajati tisto, kar do tega trenutka ni mogla.
In to nam je bilo pač v dokaz, da je Božja pomoč prisotna v vsakem trenutku in da se lahko na to zanesemo. Kaj to pomeni za vas osebno, za vaš občutek varnosti, hvaležnosti? To je tisto, po čemer človek hrepeni, na kar bi se lahko zanesel in da ve, da je tisto, kadar prosi, kadar je v stiski, kadar konec koncev ne ve, kje je izhod resnično pri Bogu, da se lahko opre na to, kar je zagotovilo, da je v molitvi in v prošnji k Bogu, k Jezusu tudi rešitev, da je on naš zdravnik, da se k njemu zatečemo po pomoč takrat, kadar to potrebujemo in da smo mu konec koncev tudi hvaležni takrat, kadar to prejmemo in vemo, od kje smo prejeli.